Veliko veselje mi je, da smo lahko danes skupaj. Tema je izjemno aktualna, hkrati pa tudi obširna, zelo dinamična, čeprav bi lahko rekli, poročanje samo po sebi ni tisto, kar bi nas nekako motiviralo. Vemo pa, da je poročanje samo en vrh ledene gore, globoke ladje ali pa gore, ki pomeni pravzaprav trajnostna preobrazba, strategija in upravljanje. Torej, danes ne bomo govorili o celotnem holizmu, bomo pa seveda dali en tak pregled, kaj se na tem področju dogaja, ker predlagam, da pregledamo našo vsebino. Najprej si bomo osvežili te zakonodajne zahteve, seveda v okviru Evropske unije, zato da pogledamo, kaj je tisto, kaj je že v veljavi in kaj nas čaka v kratkem. Potem skupine Združenih narodov, ki so relevantne tudi za naše poročanje oziroma razkrivanje, s čimer lahko nadgradimo določene naše trajnostne zaveze ali poročanja. Dotaknili se bomo United Nations Global Compact, nič novega, bom pa samo povedala, kje so tu možne korelacije. Potem IPCC, to je International Panel for Climate Change, tudi kako si lahko pomagamo s to medvladno organizacijo v okviru Združenih narodov, kakšna je njena vloga. Science Based Targets Initiative, to je tudi nekaj, kar je relativno novo na tem horizontu in lahko v vaših trajnostnih prizadevanjih lahko tudi igra neko vlogo, zlasti če ste globalisti. In potem ta tretji največji del so ključni okviri poročanja, ESG in standardi. Razdelili jih bomo na dva dela, eni so globalni, Global Reporting Initiative, Integrated Reporting Framework, ta International Sustainability Standards Board. Nekaj več bom povedala o tem, kajti ta sedaj prevzema eno tako centralno globalno vlogo, potem seveda CDSB Framework, SASB, TCFD in v bistvu na ta način bomo dali pregled, komu se luč ugaša in komu prižiga na tem področju, da znamo v tej krajini dati določene poudarke. Potem je pa glede na to, da smo v evropskem prostoru, bomo nekaj več časa namenili temu evropskemu poročevalskem standardu oziroma temu delu, ki se pripravlja, tako imenovani ESRS, European Sustainability Reporting Standards, ki pa je torej ne samo v vlogi nekega poročevalskega okvira, ampak kot tehnični delegiran akt, ki bo del tega zakonodajnega okvirja, je obvezujoč seveda za tiste, ki smo kakorkoli zavezani k poročanju. In na koncu, ko si bomo čez vse to prebili, še nekaj besed, torej o ESG ocenah in nekaj o teh ocenjevalnih hišah.